Dijaška organizacija Slovenije skupaj s Študentsko organizacijo Slovenije vabi vse dijakinje in dijake, da se v sredo, 19. maja, udeležijo dijaško-študentskega štrajka. Razlogi so enostavni, saj je vlada jasno pokazala, da bo na nas mlade preložila vse probleme in dolgove, ob tem pa nam zavoljo gospodarske krize, pri kateri dijaki nismo imeli nič, želijo odvzeti tudi pravico do brezplačnega obroka. Vlada ukinja državne štipendije vsem mladoletnim dijakom in otroške dodatke vsem polnoletnim šolarjem. Neurejen pa ostaja še prevoz dijakov. Ukinja pa se nam še študentsko delo, saj nas z malim delom enačijo z brezposelnimi in upokojenci. Dijakom se močno krčijo pravice, s pomočjo katerih se šolamo, in sicer zato, da bomo nekoč lahko tej družbi prispevali. Sedaj pa nam daje država dobro popotnico k temu, da bomo iz vzorne države, v katerih je število osipnikov le 4%, postali država neizobraženih mladih. Dijaki moramo jasno izraziti nasprotovanje ukinjanju štipendij mladoletnim dijakom in ukinjanju otroških dodatkov starejšim šolajočim od 18 let. Danes sprejema državno štipendijo 23.000 dijakov, zanjo pa je zaprosilo slabih 40.000. Ker naj bi po novem državno štipendijo dobili le polnoletni dijaki in študenti, bodo vsi mlajši dijaki na slabšem, saj se jim ob tem ukinja še vse dodatke, ki so jih dobili ob štipendiji. Dodatek za prevoz, bivanje in študijski uspeh, ki socialno šibkejšim dijakom pomagajo pri vseh stroških. Ugotavljamo, da še vedno ni zadostno urejeno področje štipendiranja, otroške dodatke pa jemljemo kot pomoč družini in ne kot pomoč k razvoju samostojnosti dijaka. Država želi nadomestiti dijaško oziroma študentsko delo s tako imenovanim malim delom, ob tem pa ne vidi, da ga s tem ukinja. Država ni naredila analiz, kako bo takšen sistem vplival na trg dela. Dijaško oziroma študentsko delo je izredno pomemben socialni korektiv. Dijakom in študentom omogoča kritje stroškov ter finančno samopomoč, ob tem pa razbremenjuje starše in prispeva k osamosvojitvi mladega človeka. Dijaki smo del šolajoče se mladine, katerih primarna naloga je šolanje. Država naj z drugimi mehanizmi rešuje problem vstopa na trg dela rednih delovnih razmerij. Borimo se skupaj za dostojno življenje. Borimo se skupaj za boljšo in lepšo prihodnost. Borimo se skupaj, saj smo tako močnejši. Skupaj na štrajk.